Virusi ne poznajo narodnosti, meja, političnih opredelitev, čeprav jih mnogi izrabljajo za politiziranje. Pred evolucijsko morda razumljivo in razložljivo katastrofo nas lahko reši le iskreno, globalno in dobronamerno sodelovanje. Ta čas sprememb nas uči veliko pozitivnih lastnosti, kot je potrpežljivost, samostojnost, da moramo biti srečni in veseli in pozitivni v takih težkih situacijah. Seveda pa se s takimi izzivi mislim, da je najboljše, da se spopadamo skupno, ker tako pridemo do najboljšega zaključka. Meni se zdi, da se moramo naučiti potrpežljivosti. V prejšnjem tempu smo vse prelagali na potem in zdaj je čas v bistvu, da se naučimo tukaj in zdaj. Občasna osamitev in pogled vase nikomur ne škodi. Vendar spremembe in težka obdobja lahko premagamo zgolj skupaj in s srčno željo pomagati sočloveku. Mislim, da je zdaj čas, da začnemo razmišljati o novih vrednotah, da mogoče ustvarimo novo paradigmo, da stara je preživeta, da ni več dobra za sedanji čas. Zadnja leta je prav postalo modern, da smo si za vse sami krivi in za vse sami odgovorni. In če nas je kaj ta pandemija naučila, je to, da nismo si za vse sami krivi in nismo si za vse sami odgovorni, ampak moramo sodelovati drug z drugim, zato da si olajšamo življenje in naredimo svet lepši. Ta čas nas uči pomembnosti življenja in narave in nam kaže, da smo en majhen del v sistemu narave in kako pomembno je, da za to naravo skrbimo in jo ohranjamo. Če smo v teh časih karantene opazili, da ne rabimo ravno vsak dan v trgovino, če smo torej zdaj malo manj potrošniki, potem je to zagotovo dobro. Dobro je tudi, če smo v teh časih najrazličnejših omejitev spet začutili svobodo, če smo spet zahrepeneli po njej.